Smledniške klekljarice, ki delujejo v okviru društva upokojencev Smlednik, so v Medvoški knjižnici pripravile že 4. razstavo svojih klekljarskih izdelkov in tokrat so se resnično izkazale, saj so poskušale stopiti iz običajnih okvirjev in tradicije ter na ogled postavile resnično pestro in izvirno razstavo. Ta bo v knjižnici na ogled do 19. aprila. Uvod v razstavo so popestrili člani pevskega zbora Smleški žarek in 3 mladi glasbeniki, svoje prizadevne člane pa je pozdravil tudi predsednik društva Ivan Špenko, ki je vesel, da imajo tako zelo aktivne članice. V našem društvu je klekljanje zelo priljubljeno, mi imamo več sekcij, imamo telovadno sekcijo, imamo kolesarsko, imamo sekcijo ročnih del, mi smo tudi v okviru ročnih del polstenje, potem štikanje, ampak klekljanje je pa, bom rekel, zakon, kakor so rekli pri nam. Že 16. leto deluje klekljarski krožek in trenutno je v njem vključenih 17 članic, kar nekaj med njimi je tistih, ki so se leta 2008 pričele srečevati in so prvič navijale nitko na klekelj. Zdaj se v 2 skupinah pod mentorstvom Anči Pipan srečujejo vsakih 14 dni. Res so prizadevne, res delajo, tako da tudi v društvu po svojih močeh jim pomagamo, da lahko tudi material nabavijo, pa prostore imajo tudi na krajevni skupnosti, tako da tam delajo, res smo veseli, da take umetnine ustvarjajo, pa da ohranjajo to kulturno dediščino. Tokratna razstava pa je bila tudi drugačna. Odločili so se, da vzpodbudijo ustvarjalnost in naredijo še nekaj več od klasičnih klekljarskih izdelkov. Zelo tradicionalni so prtički, taki in drugačni, všitki v zavesah in podobno. Letos smo pa osnovno idejo drevo poskušali malo preoblikovati, nadgraditi. Ostala so tudi drevesa, potem pa še marsikaj zraven, ker smo pač skupina, ki se prilagaja, so to pot bili na vrsti pasovi, ki so očitno modni dodatek, številka 1 v teh sezonah. Potem nakit sodi absolutno zraven in ko smo bile pa že tako daleč, pravzaprav daleč od osnovne ideje drevesa in lesa, smo si pa dovolili še razgled oziroma vstop v žico, v barve in potem so nastajali izdelki dokaj spontano. Tisto, kar me pa res navdihuje in veseli in prijetno vznemirja, še vedno ob misli za nazaj, kako velika ustvarjalnost in želja po nečem novem se je pokazala med damami. Nekatere ustvarjalke so navdih poiskale v svojem drevesu življenja in rezultat je njihovo mentorico nadvse razveselil. Nastale so presenetljive podobe dreves, recimo fotografija drevesa in potem sklekljana silhueta drevesa. Potem drevo, pod katerim naj bi posedala babica, oziroma verjetno je, takrat, ko je delala na polju in je potrebovala počitek. Drevo, ki ga je bilo treba zaradi razmer pač posekati, pa je našlo mesto v čipki. Skratka, navdihujoče zgodbe in enako se je potem peljala tudi zgodba o nakitu. Saj to bi se pa še dalo. In na koncu je bilo kar prehitro treba postaviti izdelke na ogled, toliko jih je bilo in toliko idej je še ostalo. Tako da sem res vesela. Ob pogledu na čudovite izdelke na tokratni razstavi je jasno, da je vanje vloženih ogromno ur pridnega dela. Nekatere izdelke lahko izdeluješ, kar govorimo o mesecih, ker vsak dan verjetno ne klekljaš, če pa že, potem gre to jasno hitreje. Praksa dela svoje. Potem so kakšni novi izzivi, letos žica, ki je nekaj posebnega, zahteva ne samo tehniko klekljanja, ampak tudi veščine v obvladovanju žice, ker ona deluje po svoje, ona se ne upogiba, ona se noče prilagoditi na hitro, hoče imeti svojo voljo, če skrajšam, in je potem nekoliko bolj zahtevna. Tako da tisti izdelki, ki vsebujejo žico, so svojevrsten izziv in ne zaradi velikosti izdelka, ampak zaradi tehnike. Tako da
Če gre pa za čas, v tem smislu ura, dve je kar malo, no. En večer pogojno, vse ostalo pa naprej, tedni, mesec. Tokratni ustvarjalni navdih za razstavo v knjižnici je dal novega zaleta tudi za nadaljne ustvarjanje. Novih idej verjetno je, ne? Ko sediš v blazini, kaj bi še. Gotovo bomo še iskali izzive v nakitu. Tukaj potem spogledujemo se s cvetovi, takimi in drugačnimi. Te ideje so že, potem prihajajo še tiste nekako spodbujene z okolja, ko se kakšen tak pomemben dogodek zgodi v kraju, ko je bila recimo v Smledniku in Hrašah 900-letnica, nas je nagovorila eden izmed simbolov te 900-letnice. In smo potem klekljali takrat, kako pa sedaj čipko umestiti, nekako so nastali taki šali, ki so imeli čipko v tem zgornjem delu. Skratka, z dogodki se nekako tudi povezujemo. Zaenkrat se mi zdi, da nam izzivov ne bo zmanjkalo. Upam in si želim seveda. Za tokratno razstavo so niti v čipko prepletale Janja Bajde, Slavi Ciperle, Simona Čarman, Majda Ferbar, Jelka Grajzar, Marina Ježek, Fani Hribernik, Albina Jenko, Olga Mali, Mihaela Miklavčič, Majda Mohorič, Mimi Rebol, Marinka Šter, Joži Toni in Anica Vrtnik ter seveda njihova mentorica Anči Pipan. Slavi Ciperle je oblikovala in izdelala pasove, Robert Jenkole, Tomaž Čarman in Jan Pangrc pa so nekaj prečudovitih čipk umestili v les. Razstava je na ogled v knjižnici do 19. aprila.